kako varno naložiti sredstva in kako dosegati donose, ko so obrestne mere nič in banke zaračunavajo oziroma napovedujejo zaračunavanje ležarnin. Vprašanja so naslednja. Kam z denarjem v časih, ko se svet tako drastično spreminja? Kaj so plusi in kaj minusi alternativnih skladov? Kaj se dogaja na trgu stanovanjskih in poslovnih nepremičnin? Zakaj so na zahodu nepremičninski skladi zelo priljubljeni in kako delujejo nepremičninski skladi? Na webinarju bosta danes sodelovala dva naša gosta, gospod Matjaž Filipič, direktor Alfi skladov in gospa Maja Ostanek, direktorica nepremičninskega sklada Alfi. SBC webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratni 25. SBC webinar prijavilo več kot 80 slušateljev, saj je današnja tema očitno še posebej aktualna zlasti v letošnjem letu. Vaša vprašanja lahko zastavite v pogovoru, v chatu. S predavatelji smo dogovorjeni, da jih lahko zastavite tudi že med predavanjem in jih bom potem posredoval z vprašanjem našima predavateljima. Vprašanja lahko zastavite tudi na koncu webinarja, tako da dvignite roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikona. Ko bom predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo tako kot vedno doslej snemali, tako da boste danes teko dneva prijeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in tudi kontakt predavateljev za morebitna kasnejša vprašanja. Za začetek pa smo vam pripravili eno kratko vprašanje. Zato prosim vse udeležence, da vzamete v roke svoj pametni telefon ali drugo mobilno napravo in v iskalnik vtipkate menti.com, tako kot piše tudi na ekranu. Pravilen zapis vidite tudi na ekranu. Čisto na vrhu v polju vidite kodo na prezentaciji 4489364. To kodo prosim vpišite in potem odgovorite na vprašanje, kam vlagate presežke svojega denarja. Brez skrbi, anketa je popolnoma anonimna, svoje odgovore morate na koncu tudi potrditi. Če se zmotite ali prehitro potrdite, lahko odgovor tudi ponovite. Na prezentaciji pa se bodo potem počasi pojavljali samo vaši odgovori. Zdaj vas bom pustil malo v tišini, ker zna biti zanimivo, kaj se bo pojavljalo na prezentaciji. Zanimivi odgovori. Tudi kriptovalute v ljudi. Še nekaj zanimivega sem videl. Zelo malo jih je bilo v razvoj podjetja, ampak verjetno ste to, da vlagate mnogi v svoje podjetje, to odšteli iz razmišljanja, zaradi tega, ker verjetno razmišljate o presežkih, ne. Delnice so zelo visoko, definitivno nepremičnine, tako da sklepamo, če se malce pošalimo, lahko da davka na nepremičnine v Sloveniji še nekaj časa ne bo. Zanimivi odgovori, tako da tudi verjetno za naša dva predavatelja zanimivi za nadaljevanje, tako da bi zdaj se lepo zahvalil vsem skupaj za te odgovore. Najlepša hvala. Preden začnemo, prosim vse udeležence še enkrat, tiste, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa kar predajam besedo gospodu Matjažu Filipiču. Gospod Filipič, beseda je vaša. Se slišimo? Drži? Dela? Vse, kar izvolite.
Evo, en lep pozdrav vsem skupaj, strani KF Financ, strani Alfi skladov. Ja, današnja tema bo predvsem v tem, kaj so današnji izzivi glede tega, kam plasirati določene presežke. Tudi meni je bilo zanimivo, kaj ste nekateri izmed vas zdaj poklikali, pa glede na to, da je SBC klub podjetnikov, sem prepričan, da večjega donosa, kot ga delate s svojim lastnim podjetjem, ga boste težko kje naredili. To naj bo sigurno pravilo številka 1, ampak potem pa sigurno prihaja do, ko zadovoljiš osebne potrebe, se pa začnemo ljudje spraševati, kaj bi še lahko naredili, kako naj razpršimo svoje sredstva. In na to temo smo se tudi z Goranom in ekipo pogovarjali, da lahko v okviru tega, kar se mi profesionalno v naši firmi ukvarjamo, se pravi ravno z upravljanjem premoženja različnih posameznikov, pokojninskih skladov, zavarovalnic, in smo si znotraj tega kar nekaj izkušenj nabrali in lahko nekaj tega delimo z vami. Poudarek v drugem delu te prezentacije bo pa predvsem na nepremičninah, ker so na nek način še najlažje razumljive, pa najbližje tudi širši javnosti, ne glede na to, iz kakšnega okolja kdo prihaja, kakšno predznanje ima. Tako da bi kar delili zdaj z mano je še Maja, evo sodelavka, ki vodi konkretno nepremičninski sklad, pa si bova danes malo izmenjevala besedo. Če so pa kakšna vprašanja, pa tako kot je Goran rekel, smo sproti na voljo, pa bomo probali to bolj kakšne stvari malo prezentirati, pa potem tudi skozi debato še izmenjati mnenja, ne? Ker nič ni črno-belo. Vprašanja, ki so danes kam z denarjem v teh časih, to je vprašanje za 1 milijon evrov. Vse so pač neke ocene, pa neka zdrava kmečka pamet na koncu vsem mora prevladati. Se pravi, če začnemo, se pravi, mogoče borza je tista stvar, o kateri se vsi najbolj pogovarjamo, najbolj je prisotna. Na grafu vidite, kako globalni delniški indeksi že zadnjih 8 let rastejo. Bila je korekcija, ki se vidi na grafu, kot v finančni krizi. Ampak velja za najstarejša borza je, se pravi, je v Združenih državah Amerike od leta 1921, mislim, in oni gledajo povprečno, kakšni so bili letni donosi. In za borzo, pravi, ameriško, pa potem tudi svetovni indeksi, ki temu sledijo, se vse skupaj giblje tam okrog 6, 7, 8% letno v povprečju, ne. Seveda so leta, ki noro rastejo, so leta, kjer so bili katastrofalne izgube, katastrofalni padci, ampak če probamo zdaj mi neke te naložbene razrede malo pokarakterizirati skozi našo prezentacijo, pa je treba vsem gledati skozi neko prizmo dolgega roka, ker špekulacije so pa pač, mislim, tukaj pa sploh ni možna debata, ker je vsaj lahko čist, bi rekel, zelo specifično. Tako da danes bi se pogovarjali potem kasneje tudi o alternativah, predvsem borzi. In borza je pač to, kar smo tukaj pokazali. Se pravi, borza, da se investira direkt v delnice in so donosi, kot sem rekel. Potem poznamo vzajemne sklade. Vzajemni skladi so, se pravi, da se ni treba vam ukvarjati in oni razpršijo, glede na vaše izbrane želje in karakteristike, upoštevajo seveda tudi vaša starost, vaša, bi rekel, naklonjenost določenim tveganjem, pa obveznice. Ampak, se pravi, kot je bilo prej rečeno, tukaj so zelo mnenja. Če vprašate borznike, kako bo zdaj korona kriza vplivala na vse skupaj, oni so skozi mnenja, seveda od tega oni živijo, da so borzne vrednosti različnih podjetij že vse vkalkulirale svoje, bi rekel, svoje notranja vrednotenja in da so te vrednosti nekako realne. Res je tudi, da po celem svetu vidimo ukrepe, kjer se zdaj zasuva z denarjem. Del tega denarja, rekel, če populacijo razdelimo na dobro poučene vlagatelje, pa na drugi strani na nek fizične osebe, ki operirajo z par tisoč evri, je borza seveda najbolj logična izbira in tudi neke vrste najcenejša, najlažji dostop do tega vrste naložb, ampak in se ta denar absolutno se bo prelival na te kapitalske trge in bojo borzni indeksi rastejo.
smo pa mi osebno, ampak to je naše mnenje, zelo skeptični do tega, da slej ko prej določeni popravki bodo sledili, ker prihaja do anomalij. Ne? Vse ni več logično, sploh če gledamo kakšne kazalnike. Mi dostikrat, ne vem, tudi iz našega posla veš, da je neko tak pravilo splošno velja, da je neko podjetje vredno tam, odvisno spet od velikosti pa panoge, ampak nekaj 5 do 8-kratnik EBITDA-ja. To z drugimi besedami pomeni, da moraš, ne vem, če kupiš podjetje po toliko, govorim zelo posplošeno zdaj, pomeni, da moraš 5 do 8 let delati, da se ti bo kupnina povrnila. Ne? Na borzi so pa svet evropskih in ameriških je pa zdaj zelo veliko podjetij, ki kotirajo že preko 15, 20, 30-kratnik, ne? Ker je spet, težko je biti pameten, ampak vse skupaj to pomeni, da so indici, da ni več vse na zdravih temeljih. Ampak pojmo naprej, ker je borza samo ena izmed opcij. Kaj so potem alternative? Alternative seveda, mogoče najlažja, rekel, denar držiš na varčevalnem računu ali pa pri banki. Banke uveljavljajo zdaj ležarnine. Na drugi strani velja, to pač večina najbrž veste, da do 100.000 evrov krije Banka Slovenije garantira do tega zneska. Se pravi, tukaj bi rekel, to je najbolj ultrakonzervativno, seveda ti izgubljaš nekaj z inflacijo, izgubljaš nekaj z ležarnino, ampak še vedno dejansko ohranja svojo vrednost denarja v največji veliki meri. In jaz mislim, da si vsekakor je, vsaj za čase, ki tudi prihajajo, treba zelo razmišljati, da imaš en pomemben del sredstev tudi v zelo, zelo likvidni obliki. Ali zaradi kakšnih priložnosti, ali pa čisto zaradi svoje lastne sigurnosti. Tako da, denar, zlato ste videli, kaj se zdaj dogaja, mogoče s temi, kako niha v zadnjih časih. Veljal je vedno za varno naložbo, ampak spet z socialnimi omrežji, z različnimi, rekel, signali, ki se spuščajo, zato zelo, zelo niha zadnje čase. Startupi se pojavljajo, tele kickstarterji, zbiranje sredstev. To je spet v zahodni Evropi ali pa v Združenih državah nekdo, ki ima res ogromno enih presežnih sredstev in vlaga v startupe zgolj v smislu en tak, rekel, delček, ki ga z lahkoto bo izgubil in se tega tudi zaveda. Ker po nekih naših izkušnjah približno, ne vem, eno podjetje, mogoče od 20 do 30 na koncu celo uspe. Ne? In en svet pri naložbah v startupe je predvsem to, da si strokovnjak iz te panoge, ker potem znaš umestiti tisto specifično znanje, ki ga nekdo ima in mogoče tam noter ti vidiš, da bi lahko iz tega kaj naredil. Ampak jaz mislim, da Slovenija spet svojo kritično maso, pa kar je za nas, ki mi mogoče v tej javnosti govorimo, za nas je, ne vem, rekel, 1 milijon je za slovenske razmere velik. V tujini je pa to za te premožne posameznike, za velike sklade zelo malo. Na drugi strani pa za neko startup podjetje, ki bi rado nekaj sebe naredili, pa 1 milijon spet zelo malo. Tako da, če gremo naprej na državne obveznice, prav tako negativni donosi v zadnjem času. Pojavljalo se bo vedno več, bi rekel, podjetniških obveznic, to mi vidimo na trgu. Tukaj se da dosež določene pozitivne donose, se je pa treba vprašati, zakaj bi neko podjetje zbiralo denar preko podjetniške obveznice, pa obljubljalo mogoče nekih 5% donos. Nočem biti nič krivičen do nikogar vnaprej, ampak v času, ko so krediti zelo poceni, je to seveda za podjetje prva izbira. In zdaj, če nekdo pri banki ne dobi denar, je potem v finančni teoriji naslednji korak pa na razvitih kapitalskih trgih, da lahko z dolžniškim papirjem, z obveznico zbere dodatna sredstva, se pravi, za vlagatelje je pa to priložnost, ampak je treba pogledati boniteto podjetja, pa kakšna je likvidnost, kakšni so donosi, pa kakšni so mogoče neki skrita tveganja. Zadnja stvar, ker je tukaj na tem slajdu, so pa pač nepremičnine, ki se jih bomo najbolj dotaknili. Prvo se mi zdi zelo pomembno ločiti stanovanjske nepremičnine pa poslovne nepremičnine, ker veljajo tukaj
čisto zelo različna pravila. Jaz bi rekel, za poslovnimi nepremičninami se ukvarjajo sprav bolj profesionalni vlagatelji, tudi veliko večji zneski so takoj v igri. To je bolj omejen trg, tako z vidika prodaj, kot tudi z vidika, da sploh da prideš do priložnosti, da kaj se kupi. Na drugi strani, po stanovanjih bomo tudi govorili, je pa, bi rekel, vsi gledamo skozi na stanovanja kot ta prva stvar, na kaj pomislimo, da bi vložili, ampak je pri stanovanjih, kot smo mi delali preračune v Sloveniji, pa tudi v tujini je tukaj nekje, se gibljajo donosi tam okrog 2%, mogoče 3% na letnem nivoju, pa še tukaj je treba gledati, koliko se je treba z najemniki ukvarjati, koliko je zakonodaja pisana skrajno za najemnika, ne pa za najemodajalca. In če se hočeš držati vseh pravil, je to, bi rekel, zelo mukotrpna naložba. Seveda pa ne gre spregledati, da v zadnjih, 8 letih so šle vse vrednosti stanovanj gor. Se pravi, tukaj pri stanovanjih je lahko nekdo dosegel donos iz naslova iz špekulacije, da je cena rasla, čeprav je to, kot sem prej rekel, špekulacija. In v zadnjih 8 letih niti ni mogel nihče veliko zafrkniti, karkoli je naredil, ker so šle vse cene gor. Na drugi strani, če se pa gremo nek profesionalen pristop, da greš, naložim denar in ga bom imel z vidika donosa, so pa stanovanja, bi rekel tako, dosti nizek donos, glede na to, koliko neke energije pa časa ti vzamejo. Če gremo naprej, mogoče o alternativnih skladih. Če sem prej rekel borza pa vzajemni skladi, zdaj pa kaj so pa alternativni skladi, pa kaj so alternativne naložbe. Mogoče jaz dostikrat rečem, postavimo zid med borzo, obveznicami, vzajemnimi skladi in potem vse, kar ni to, vse to so alternative. Okay? In zdaj lahko nekdo vlaga sam v te alternative, lahko pa pristopi v sklad in vsaj predpostavka in največkrat je tako, da skladi so pa profesionalci, ki se ukvarjajo potem z naložbami v posamezne alternative. Te alternative, ki se pa zdaj zelo tudi v slovenskem prostoru pojavljajo, pa so v Zahodni Evropi, pa v Ameriki, pa spet še v kakšnih drugih kapitalskih trgih že dolga desetletja prisotni. Slovenija je bila pa malo hendikepirana zaradi svoje velikosti, ker je vseeno 2-milijonski trg in je potem s tem povezana likvidnost. Potem niso prišli neki veliki tuji finančni ali pa strateški igralci in se potem cela industrija ni odvila. Zadnje čase, kaj pa mi vidimo v Sloveniji? Ja, zakonodaja na področju alternativnih skladov se je razvila, se je sprejela, se pravi, da smo tukaj konkurenčni. Po Sloveniji se zdaj dejansko piše zgodovina, ker se ustvarja premoženje, ker, kot smo tudi dostikrat v pogovorih rečemo, 80% podjetij v Zahodni Evropi se proda zaradi nasledstva, ne zaradi nekih konsolidacij ali pa prestrukturiranj pa bank, ampak zaradi nasledstva. In to se pa zdaj začenja pojavljati tudi v Sloveniji zadnja leta in s temi prenosi nasledstev, s prodajami, vstopi raznih skladov v Slovenijo, pa lastniki začnejo generirati presežke. In se z tega vidika tudi ta kapitalski trg razvija ne samo, da kam lahko nalagaš, ampak da postaja tudi ta skupina teh, ki bi radi nalagali aktivno in potem se vse skupaj razvije. Zdaj še ena zelo pomembna stvar alternativnih investicijskih skladov je to, da nimajo korelacije oziroma je zelo majhna korelacija z borzo. Jaz dam dostikrat primer delnice Krke. Zdaj zelo raste, pa je Krka dobro podjetje, ampak recimo, da špekuliram, zgodi neka totalna katastrofa, bo zdaj na borznih trgih, bo delnica strmoglavila, za 20-25%, primer. Ampak Krka zaradi tega ni nič slabše podjetje, bi rekel tako, notranje. Še zmeraj bo ustvarjala nek svoj donos, ima svoje trge, ima svoje produkte. Ampak za nekdo, ki je lastnik te delnice, njegova vrednost niha. Na drugi strani, te alternativni skladi s svojimi naložbami so pa bolj dolgoročni in jih potem vse ti nihaji na borzi, gor in dol,
v bistvu toliko ne dotaknejo. Ne? Tako kot če bi nek sklad bil potem lastnik nekega podjetja, znotraj SBC-ja, to podjetje, kot sem prej rekel, še vedno gre po svoji poti, ima svojo notranjo vrednost. Ne? In tukaj potem tudi na drugi strani za vlagatelje ta sama vrednost ne skače toliko. Zato mi mislimo, da so alternativni skladi zelo, neka stabilna naložba na dolgi rok, pa seveda, ne me narobe razumeti, gre lahko marsikaj narobe, kdor dela greši, ne? Ampak zato je ključno seveda, komu nekdo zaupa, da bo upravljal njegov denar, ampak je predvsem ta korelacija z borznimi trgi je pa veliko manjša in je potem stabilnost donosov večja na daljši rok. Zdaj, mogoče, kaj so te, ker sem prej rekel, ta zid med borzo pa med alternativami, enih 4 sklopi ali pa 5 sklopov tipov naložb, kam se, spet rekel, v razvitih kapitalskih trgih potem največ vlaga. Eno so skladi zasebnega kapitala, se pravi, to so skladi, ki dajejo naložbe, ki kupujejo deleže v privatnih podjetjih. To so podjetja, ki ne kotirajo na borzih, v DOO-jih, za slovenskem primeru. In potem tukaj iščejo nek svoj donos skozi dividende, skozi neke optimizacije, z rastjo, da se pač pelje naprej in se potem v določenem obdobju tudi ta podjetja naprej prodajo. Potem so nepremičnine, potem je v tujini zelo, oni rečejo, privatno posojanje, to je alternativa bankam, kjer so banke, imajo svojo funkcijo na trgih, ampak na drugi strani te privatni skladi s privatnim posojanjem so pa veliko bolj agilni, rešujejo neke situacije, neke premostitve in uspevajo tukaj neke svoje donose delati. Potem so terjatve, en tak segment, kam se vlaga, pa tudi v te terjatve sodijo od faktoringa do bančnih terjatev, do slabih terjatev. Tukaj se je pač mogoče iz medijev, se je bilo v Sloveniji iz te finančne krize zelo razvil trg, ker so imele banke toliko nekih nasedlih projektov. Pa ta zadnja stvar, ki mi en tak segment naložbenika pa zdaj tudi prihaja, so pa zeleni projekti. To so pa te solarni paneli, vetrne elektrarne, ampak to spet skladi se ukvarjajo s tem. Težko se nek posameznik ukvarja s tem, ker je pač to specialen trg, ampak če se pa vloži denar v sklad, pa sklad potem išče s svojimi ekipami take projekte v neki širši regiji. Pa če gremo naprej, ja. Se pravi, kaj so prednosti pa slabosti alternativnih skladov? Ker to se bo vedno več pojavljalo, mi vidimo pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, koliko novih skladov je skoraj, bi rekel, vsak kvartal več ustanovljenih v Sloveniji, tako tujih, iz tujine prihajajo sem, tako domačih in slovenske zavarovalnice, slovenske te naložbene firme ustanavljajo in to slej ko prej v naslednjih letih boste videli, da bo to postal zelo pomemben del kapitalskega trga in boste tudi vi razmišljali, a je to ena izmed možnosti, da en del sredstev razpršim tudi v alternativne sklade. Ampak spet, ključno je, seveda, stroški upravljanja so zelo različni, čim bolj transparentno, jaz sem pristaš tega, če ne zna nekdo svoji stari mami razložiti, kakšni so vstopni stroški, kako se bo delil na koncu dobiček, pol, mislim, je že tako vprašanje, zakaj ni vse tako jasno. Na drugi strani so davki, večinoma na splošno velja, da so davki tako kot pri kapitalskih naložbah, veljajo, koliko časa si noter in je isto, kot če bi imel delnice ali pa naložbo v vzajemne sklade. Potem pa seveda ekipa, ki to upravlja, pa kakšen imajo oni, mi temu rečemo track record. Kaj so že naredili, kaj lahko pokažejo, pa koliko, v tujini spet zelo pomembno, če vam nekdo prodaja nek produkt, da vam bo upravljal premoženje, kako bo njega bolelo, če bo šlo kaj narobe. To je zelo, zelo pomembno. Zdaj pa, če gremo tukaj, kar ta slajd kaže, kaj so prednosti pa slabosti alternativnih skladov. Ker smo rekli, da je to bolj dolgoročna stvar, pa gremo mogoče najprej na slabost, je likvidnost. Pri alternativnih skladih velja, da vi svoj denar zavežete, da za približno, jaz tako po naših izkušnjah, tam 2 do 4 leta je neko povprečje. Spet skladi imajo različne načine, kako vpoklicuje denar, ali ga vzamejo v enem znesku od vas, ali ga mogoče po obrokih vpoklicujejo od vas.
ampak moj osebno, če ga gledam, ko se pogovarjamo z vlagatelji, je ravno ta likvidnost. Če imate vi delnico Krke, jo boste pač prodali, če pa vložite v nek alternativni sklad, je pa največkrat tako, da ste se temu znesku odpovedali za 2 do 4 leta. Se pravi, spet odvisno od naložbenega razreda, ampak ampak spet, če govorimo o nekem 10-20% alokaciji vaših sredstev, je potem vzameš to v zakup. Na drugi strani pa prednost skladov, je pa razpršenost portfeljev, se pravi, tako kot na borzi vedno velja, da nimaš ti vseh jajc v eni košari, na isti način je tudi tukaj. Tudi če imate vi pač nek določen znesek, recimo 100.000 evrov, potem sklad s svojimi portfeljem razprši ta znesek. Ne? Se pravi, je spet ne temelji vse na enemu. Profesionalni vlagatelji so, ker dostikrat, kako sem jaz na začetku začel, zakaj je to, da vi upravljate svoja podjetja, pa vam ta podjetja največ nosijo, je zato, ker največkrat najbolj ultra dobro poznate svoje stranke, svoje kupce, know-how, veste, v čem ste dobri. Ne? In enako je pri skladih. Tam so profesionalci, ki vejo, kaj delajo. Zadnjič sem pa tudi, zelo taka slikovita primerjava je bila, včasih ko kupujemo pralni stroj, naredimo celo tržno analizo, ko pa se odločamo, a bomo kupili, katero delnico bomo kupili, ali pa prej so bile omenjene tiste analize, celo kriptovalute, ali pa še kaj drugega, to pa pač kupimo, ker se nam zdi. Pa vemo manj kot takrat, ko kupujemo pralni stroj. Največkrat je tako. Ne? Tako da zato spet jaz mislim, ja, se je užitek malo trgovati, pa gledati, pa se zjutraj zbuditi, kaj se je zgodilo, ampak to je špekuliranje. Ne? Moje mišljenje je, profesionalci so tudi na finančnem področju in oni bojo vedeli, kje lahko se določeni donosi ustvarjajo. To je mogoče tako, malo zaradi splošnega pregleda. Pa če gremo zdaj naprej, da se dotaknemo, tako kot sem prej rekel, da je danes malo več poudarka na nepremičninskih skladih, zato ker so najbolj domači, najlažje jih je recimo razumeti. Če recimo vam nekdo, da vložite v vzajemne sklade, in vam rečejo, da bi vložili v nepremičnine, da bojo oni vlagali v nepremičninske sklade. Ampak to so tako imenovani REIT-i, to so prav tako, to so nepremičninska podjetja, ki se ukvarjajo z nepremičninami, ampak one kotirajo na borzi. Se pravi spet, če se bo z borzo karkoli zgodilo, da delnica teh nepremičninskih podjetij enako niha. Ne? Zato to je en segment, zato so te alternativni nepremičninski skladi, so pa skladi, ki ne kotirajo na borzi, so dolgoročni in oni iz pobranih najemnin dejansko direktno potem vam te najemnine izplačajo, nekaj si jih za sebe, za svoj donos zadržijo upravljalci, ampak večino njih pa izplačajo vlagateljem in to je potem vaš donos. Zdaj, kaj se je dogajalo, tako sem prej rekel, ok, pri nas imamo zakonodajo, ampak Slovenija pa Hrvaška, recimo, če sta pač v tej regiji Balkana ali pa južne Evrope, kot sta nekako veljata za spregledani državi. Obe sta članice EU, Slovenija ima celo evro, ampak na drugi strani zaradi majhnosti trga, pa zaradi majhne likvidnosti na teh večjih nepremičninah, ker tukaj govorimo, veste, če se pogovarjamo o poslovnih nepremičninah pri nepremičninskih skladih, takoj govorimo da je vrednost ene naložbe tam 1 milijon, 2, 3 plus. Ne? In tukaj je likvidnost, potem se hitro ugotovi v Sloveniji zelo nizka, pa problem je bil še pri najemnih pogodbah. Ne? Ključna stvar, ko nekdo kupuje naložbeno nepremičnino zaradi naložbe same, zato da bo dobil donose, je še en moj tak splošen nasvet, najemna pogodba je tista, ki vam ustvarja ta donos. In tukaj je bilo v Sloveniji ogromno ene slabe prakse, ne, tudi te najemne pogodbe, mi dostikrat rečemo za določen čas, za nedoločen čas, najemne pogodbe za nedoločen čas so slabe najemne pogodbe. To je dejansko najemna pogodba za 1 leto, ne, po zakonodaji, kdaj jo nekdo lahko odpove. Se pravi, naložbeni nepremičninski skladi vedno iščejo nepremičnine z dolgoročnimi najemnimi pogodbami za določen čas, z zelo dobrimi najemniki, po vzdržnih
cenah, predpostavkah. In to so mogoče neke take glavne karakteristike teh naložbenih nepremičnin in to, kakor mi, ki smo v tem segmentu aktivni, vidimo, da v zadnjih 2 letih se slovenski, pa delno tudi potem hrvaški trg razvija v tej smeri, da se vse te, kot sem prej rekel, na eni strani poučeni vlagatelji, na drugi strani trg, ki sploh producira kvalitetne naložbene priložnosti in potem so se ustvarjali na sredini kot nek tak arbiter med vsemi pa še alternativni nepremičninski skladi. Tako kot sem jaz prej rekel, kako delujejo nepremičninski skladi, mogoče ta graf, slikca, ki je pri strani, najbolj nazorno in plastično prikaže naložbene nepremičnine, dajejo neko najemnino v nepremičninski sklad in nepremičninski sklad to izplačuje investitorjem kot v obliki donosa. In te izplačila so ponavadi kvartalna ali pa polletna. Je pa res, to se bomo pol dotaknili, mogoče pred korono ni nihče nikoli pomislil na korono, je pa vprašanje, kako se je korona dotaknila teh nepremičnin. Izkazalo se je, da te veliki trgovski centri so v bistvu najbolj trpeli. Logistični centri nič, male trgovince nič, potem so pisarne, je pa tako, zdaj pa je bilo pa zelo vprašanje, kako so bile kvalitetne najemne pogodbe. To je pa, kar sem prej omenil. Zdaj pa tukaj v zgornjem desnem kotu je še minimalni vložek. Zakaj tukaj piše 150 000 evrov? V Sloveniji velja zakonodaja, da je 150 000 evrov mejnik, ki definira dobro poučenega vlagatelja. In to je meja, kjer, bi rekel temu, ste vi, se pravi, nekdo, ki vloži v kakršenkoli sklad več kot 150 000 evrov, dobi, se pravi, se njega šteje, da ima potrebno znanje, da ga ATVP, se pravi, Agencija za trg vrednostnih papirjev, ne rabi tako ščititi, kot ščiti recimo male nepoučene vlagatelje, ki vlagajo tam od 100 evrov, 200 evrov, 20 000, 15 000, kolikorkoli. To je pač splošna meja. Se pravi, prevzemate druga tveganja in tudi druge pravice imate iz tega naslova. Mogoče toliko samo za info, v kakšnih zneskih se pogovarjamo. In tudi naši, mogoče spet iz izkušnje, iz prve roke vlagatelji, dejansko so neki povprečni zneski, ki se vlagajo v sklade, ki jih mi upravljamo, so ponavadi tam okrog 250 do 500 000 evrov. Toliko enega dela premoženja nekdo nameni za take naložbe. Mogoče še nepremičninski skladi, bolj konkretno, ja, če se nekdo legitimno odloči, da bo sam kupil recimo neko poslovno stavbo, nek trgovski center, neko logistično halo, vse okej, ampak kaj to za sabo prinese? Največkrat je, rekel, že sama transakcija tako velika, da v največ primerih, se pravi, že ta transakcija pobere vsa sredstva, ki jih nekdo je pripravljen za ta segment nameniti, na drugi strani to pomeni, se pravi, ni razpršenosti. Ena transakcija ti pobere večino denarja lahko, ukvarjati se moraš z najemniki, potem je pa tukaj še zelo pomembno dostikrat vzdrževanje nepremičnine. Tukaj so skriti stroški. Kako je z investicijskim vzdrževanjem, kdo ga nosi, najemnik, najemodajalec, ampak se pravi, v alternativnih nepremičninskih skladih je pa tako, da oni vam zaračunavajo ponavadi tam od 1% do 2% neko upravljalsko provizijo, ampak v zameno se oni potem s tem ukvarjajo in mi dostikrat rečemo, denar dela za vas, ne pa vi za denar. Vse ima pač svojo ceno, čisto logično. To, pa če gremo naprej, je tukaj mogoče ta grafik, ki je pokazal, da kakšni so donosi. Ja, to sem še hotel prej reči, ker sem rekel, da sta Slovenija pa Hrvaška malo spregledana trga. Mi na nepremičnine še vedno gledamo, da je pač treba zaslužiti, ne vem, 7, 8, 9% donos letno. V vseh, vključno z Avstrijo, zadnjič smo z eno stranko govorili, ki je v Beljaku kupila eno poslovalnico ene avstrijske banke. Banka bo najemnik še, mislim, da naslednjih 10 let, ampak oni so se dogovorili, da bo
se pravi najemnina, ki jo bo banka plačevala, bo predstavljala glede na transakcijo približno 4% donos. In tej naši stranki se je zdel, avstrijski stranki zdel to super, ne. V Sloveniji imamo mi ravno zaradi te spregledanosti, pa tudi na Hrvaškem se donosi gibljajo tukaj med 7 in 9% letno. Nepremičnine, to je spet, ko se sprašujemo, s čim je to povezan. Malo je to povezan s tem, da ni toliko konkurence na tem nivoju, ne, ker če se pogovarjamo o nekem trgu nepremičnin do 500.000 evrov, tam je zelo veliko ljudi. Ko se pogovarjamo pa o trgu nepremičnin nad 2, nad 5 milijonov, tam se pa to zelo skoraj na prste ene roke ali pa dveh rok interesente lahko največkrat štejemo in je seveda potem konkurenca manjša in so yieldi, te donosi večji. To je eno. Na drugi strani pa tudi v tujini je zgodovina bogatstva, zgodovina denarja daljša. Spet Zahodno Evropo imamo v mislih. In tam dejansko gledajo na nepremičnine ne kot na naložbo za 5 let, za 10 let, ampak na naložbo zelo dolgo, za 20 let, za 30 let. Ne? In tam, ko se tudi pogovarjamo s kakšnimi njihovimi upravljalci, oni so zelo veseli, če lahko vlagateljem stabilno na dolgi rok zagotavljajo tam okrog 3-4% se šteje za velik uspeh. Ne? Ker preračunano, če imamo mi neko če rečemo 10-letni donos, da bo primer bolj plastičen, kaj to pomeni? To pomeni, da se ti, če nekaj kupiš po 10% z 10% donosom, pomeni, da se ti bo naložba vrnila v 10 letih. Če kupiš, ne vem, z 8% donosom, pa zdaj na prst, recimo, da je to 12-13 let. Pa vsi vemo, da je nepremičnina za 20 let ali pa še več narejena, 30 let. Se pravi, je tista disproporc med temi donosi, ki jih vlagatelji pa trg zahtevamo, da jih še pač tako je, uspemo realizirati, pa na drugi strani, kaj je notranja vrednost, koliko časa ti bo neka nepremičnina, če je kvalitetno narejena na dobri lokaciji, če je kvalitetni najemniki, kakšen donos ti lahko nosi, je pa to potem tukaj še en velik razkorak in naša ocena je, da v prihodnosti, ravno spet zaradi pritiska teh ležarnin, zaradi pritiska kapitala, ker se bo še novo bogastvo kreiralo v Sloveniji, bojo nepremičnine ena prvih stvari za temi klasičnimi naložbami, kamor se bo kapital selil, cene bodo šle gor, tudi v drugih segmentih, ne samo stanovanjskih nepremičnin, na dolgi rok govorim, in posledično se bojo donosi zmanjševali. In spet, vse, kar smo mi videli, da je na razvitih kapitalskih trgih se dogajalo, je slej ko prej prišlo tudi k nam. Tako da mi smo mnenja, da te donosi bodo še padali. Tako. Tukaj mogoče zdaj malo z moje strani, bom pa zdaj predal besedo še Maji, ki bo malo bolj konkretno predstavila še trg nepremičnin. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Se pravi, vprašanje, kaj se pa dogaja na nepremičninskem trgu, je bilo pa zlasti v lanskem letu in pa pač seveda tudi v letošnjem letu, predvsem vezano na epidemijo in kako je COVID pustil posledice na nepremičninskem trgu. Takrat aprila oziroma marca, ko se je vse skupaj začelo, seveda teh učinkov še ni bilo zaznati, pa tudi na trgu je odigral velik strah. Takrat se je v bistvu vse ustavilo in smo tudi pričakovali, da bodo cene na trgu strmoglavile oziroma da bo pustilo kar velik vpliv. Na srečo pa po teh številkah, ki jih zdaj spremljamo v letošnjem letu, vidimo, da se dejansko praktično ni nič zgodilo na trgu nepremičnin z vidika cen. Na področju stanovanj vidimo v bistvu rast skoraj v vseh regijah v Sloveniji. Tudi če gledamo Ljubljano, seveda nova stanovanja, ki je najbolj pereče vprašanje, vidimo rast tako napram letu 2019, kot pa tudi napram letu 2018. Torej, povpraševanje kljub epidemiji je še vedno zelo visoko, kar pa se seveda tudi odraža v novih projektih, ki prihajajo na trg. Tako z vidika s pridobitvami gradbenega dovoljenja, kot pa tudi tisti, ki so zdaj v bistvu že v fazi izgradnje. Tukaj na samem grafu imate prikazane nekatere stavbe oziroma večje stanovanjske projekte, ki so trenutno v fazi gradnje ali pa celo v bistvu že v zaključni fazi. Tako da v bistvu na kratek rok ocenjujemo, da bo na trg plasiranih približno 1300 stanovanjskih enot. Tukaj notri niso zajete razne manjše vile, se pa tukaj v tem grafu koncentriramo zgolj na Ljubljano, kjer je pač velja za Slovenijo kot najbolj razvit trg oziroma kjer je v bistvu tudi največ dogajanja. Če pogledamo potem še naprej v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, je še dodatnih 1000 enot,
Plan pričetka gradnje naj bi bil v letu 2021, dolgoročno gledano pa so potem še projekti, ki so vezani na spremembo OPPN-ja, na pridobivanje raznih dokumentacije, tam pa naj bi bilo v bistvu še nekje 1100 enot. Zdaj, če gledamo z vidika, mogoče tudi, kaj se dogaja strani profesionalnih vlagateljev oziroma nepremičninskih skladov, opažamo, da v bistvu na stanovanjskem področju jih praktično v Sloveniji ni, tudi v regiji ne. Razlog je pa predvsem v tem, kar je tudi Matjaž prej omenil, nerazvitost najemniškega trga. Namreč slovenska zakonodaja, ki je na področju stanovanjskega zakonika, je izredno neugodna za investitorje oziroma za lastnika stavbe, saj je praktično najemnik tisti, ki kreira celotno dogajanje in je v bistvu tudi izredno zaščiten. Predvsem imam tukaj v mislih težave z izvršbami, težave z izvršilnim naslovom in pa tudi pogodbe, ki so sklenjene za nedoločen čas, ki je pa že prej Matjaž omenil, da je za investitorja, ali gre to za sklad ali pa za osebo, ki v bistvu investira vse svoje vložke oziroma presežek denarja v stanovanjske enote, praktično cash flow oziroma denarni tok je zagotovljen samo za eno leto. V tujini, predvsem Zahodna Evropa, opažamo, da je ta del bistveno bolj razvit in tudi bistveno bolj reguliran in seveda na drugi strani posledično je potem tudi več institucionalnih oziroma nepremičninskih skladov, ki investirajo tudi v stanovanjske nepremičnine. Potem še naprej na dogajanje na trgu poslovnih nepremičnin. Tukaj si bomo pogledali 3 segmente, se pravi pisarne, retail oziroma trgovina in pa potem logistika. Kar se tiče pisarn, bi se tukaj ponovno spet omejili zgolj samo na Ljubljano, ker seveda tukaj je največ dogajanja, večina podjetij in pa tudi kar se tiče poslovnih stavb. Še vedno je trg zaznamovan, da v primerjavi z Zahodno Evropo, da ni tako razvit, kot bi si želeli, se seveda zadeva spreminja. Mi v bistvu spremljamo analizo trga že dolgo časa, recimo nekje 8 let, in če primerjamo, kaj se dogaja na področju pisarn in pa zlasti najemniških pogodb, ugotavljamo, da so vsaj nekaj pozitivnih sprememb. Je pa tu potrebno omeniti, da imamo še vedno v veljavi zakonik iz leta 1976, ki pa seveda ni predvidel takega razvoja nepremičninskega trga na področju pisarn, kot pa ga sedaj imamo. Govorim predvsem o kvaliteti najemnih pogodbah, ker še vedno nekje prevladujejo pogodbe za nedoločen čas. S prihodom predvsem avstrijskih in pa nemških investitorjev na slovenski trg se je pa tukaj tudi v tem delu spremenilo, da so čedalje bolj v praksi pogodbe za določen čas, kar je pa potem seveda pognalo tudi, da prihajajo na trg institucionalni investitorji, nepremičninski skladi, ki so bili aktivni v letih 2017-2018 in pa tudi pokojninski skladi, ki vstopajo na trg oziroma v neposredno naložbo v nepremičnine. Če pogledamo še z vidika cen, prodajne cene so v bistvu narasle v vseh regijah v Sloveniji, v Ljubljani za približno 6% v primerjavi z letom 2019 in pa tudi v primerjavi z 2018 beležimo rast. Najemnine pa v bistvu ostajajo praktično nespremenjene vse od leta 2015. Razlog, zakaj smo tu v bistvu tudi takrat finančna kriza 2008, 2009 in pač še kasneje 2013 je seveda prepucala trg oziroma očistila tudi z vidika visokih najemnin, da smo se v bistvu spustili na nek realen nivo, vendar pa imamo na drugi strani težavo predvsem s ponudbo, trenutno ponudbo. Namreč v Ljubljani, če pogledamo, imamo veliko diskrepanco med kvaliteto in pa kvantiteto poslovnih stavb. Na eni strani imamo ogromno ponudbe, predvsem z vidika starejših poslovnih stavb, ki so bile grajene v 80. in pa 90. letih, ki so seveda energetsko popolnoma neučinkovite in pa tudi z vidika lastništva so problematične. Namreč večina stavb v Ljubljani, ki so bile grajene v starejših letih, so lastniško razdeljene na več lastnikov, kar pomeni, da seveda v času finančne krize določeno podjetje, ki je šlo v stečaj, se stavbo potem ni več upravljala in vzdrževala. Tako imamo v bistvu zastarele stavbe, ki na drugi strani predstavljajo izredno visoke investicijske vložke in pa tudi izredno visoke stroške za uporabnike, za najemnike. Namreč najemnik sam seveda gleda na koncu meseca, koliko ga stane najem in poleg najemnine seveda upošteva tudi obratovalne stroške. Na drugi strani pa imamo potem moderne poslovne stavbe tipa A in B po pač neki mednarodni klasifikaciji, vendar to opozarjam, da v bistvu zadnja večja pridobitev na nepremičninskem trgu v Ljubljani je bila v letih 2013.
In zato tudi jaz večkrat poudarim, ko me sprašujejo, kaj se bo zgodilo z najemninami v Ljubljani zaradi covida in pa potencialnega dela od doma, je to, da je ključno, kdaj se je zgodila epidemija, in sicer v času, ko praktično ni bilo nobenega projekta na trgu s poslovnimi prostori. Vse poslovne stavbe, moderne poslovne stavbe v Ljubljani so praktično 100% zasedene. Najemnina ne samo, da je stabilna, ampak tudi raste, zaradi tega, ker pač najemniki prepoznavajo nižje stroške in seveda se želijo seliti v modernejše poslovne stavbe, vendar na drugi strani ni ponudbe. Zdaj, če pogledamo z vidika, kar se tiče samih najemnin, pri modernih poslovnih stavbah opažamo povprečne najemnine od 12 do 16 evrov na kvadratni meter na mesec, brez obratovalnih stroškov, se pravi, to je še nek dodaten strošek. V primerjavi, naprimer, ko smo delali za enega najemnika, ko je bil pa v starejši poslovni stavbi, pa ga je v bistvu najemnina z obratovalnimi stroški stala približno nekje 20 evrov na kvadratni meter. Smem samo skočiti na vprašanje, smo dobili zaradi tega. Gospod Igor Medved sprašuje, ali prikazane najemnine vključujejo obratovalne stroške za pisarne. Ne, to v bistvu vse najemnine, ki so prikazane na slajdu, so brez obratovalnih stroškov. To so zgolj samo najemnine. Obratovalni stroški za moderne poslovne stavbe se gibljajo nekje od 2 do 3%, oziroma 2 do 3 evra na kvadratni meter, seveda odvisno tudi od upravnikov in še drugih stroškov, ki so vezani na to, in pa predvsem zlasti nadomestile za uporabo stavbnega zemljišča. Zato malo večji razpon, se pravi 2 do 3 evra pa pol na kvadratni meter. Starejše stavbe pa imajo potem približno 5 tudi več evrov na kvadratni meter stroškov. Če se vrnem zdaj nazaj, se pravi, kar se tiče še ostalih pogojev na področju najemniških pogodb z pisarnami, tukaj so najemne pogodbe, se pravi v teh modernejših poslovnih stavbah, praviloma sklenjene za 3 do 5 let, kar boste videli, da je malenkost manj kot pa pri ostalih nepremičninskih segmentih. Je pa to pač neka klasika na nepremičninskem trgu, se pravi 3 do 5 let za določen čas, brez možnosti odpovedi. V modernih poslovnih stavbah pa je tudi to ključno, da so najemnine vezane na rast cen življenjskih potrebščin. Tukaj na področju pisarn se je v preteklih letih tudi z vidika investicij kar ogromno dogajalo, tako strani nepremičninskih skladov kot pokojninskih skladov, in opažamo, da se donosi počasi znižujejo, se pravi malo pritisk tudi na cene, ki počasi rastejo, še vedno pa govorimo o nekem povprečnem zahtevanem donosu 7,5%. Torej, če gremo naprej potem na retail oziroma na trgovine, je v bistvu še zelo pomembno to povedati, da je potrebno ločiti med klasičnimi nakupovalnimi središči in pa priročnimi trgovinami. Klasična nakupovalna središča so v bistvu že pred covidom veljala za preživeti sindrom, ker praktično prihaja seveda tudi internetna prodaja, medtem ko pa so te priročne trgovine, retail parki, ki so, tako kot se imenujejo, znotraj stanovanjskih sosesk, pa so v bistvu vse bolj povpraševane. Prednost teh trgovin je seveda, da so vzdržne najemnine, služijo lahko tudi kot pick-up lokacije za spletne nakupe, tudi z vidika upravljanja za lastnika je bistveno lažje, saj so nižji obratovalni stroški, v bistvu tudi ni nekih skupnih površin, ni menedžmenta, ni marketinga in je v bistvu to bistveno lažje potem tudi z vidika upravljanja. Ključna razlika, bi še rekla, med nakupovalnim središčem in pa retail parkom je pa alternativna raba pri retail parkih, kjer je bistveno večja kot pa pri nakupovalnih središčih. Namreč retail parki so zasnovani kot big box trgovine, niz trgovin, ki pa ima tudi recimo po kakšni pretekli dobi najema možnost, da se jih preuredi bodisi v skladišče, bodisi v distribucijske centre, medtem ko klasična nakupovalna središča imajo zelo omejeno alternativno rabo. Z vidika ponudbe na trgu, če se še tukaj osredotočim tako na pisarne kot pa tudi na retail, na področju retaila vidimo predvsem rast retail parkov znotraj stanovanjskih sosesk, medtem ko nakupovalna središča z izjemo, to, kar se pač zdaj še supernova gradi na Rudniku, ne pričakujemo, da bodo kakšne bistvene pridobitve na trgu. Pisarne je pa v bistvu zelo zanimiv pojav, če smo rekli na eni strani, da od leta 2013 praktično ni bilo nove ponudbe, pa v bistvu v naslednjih 5 letih pričakujemo, da bo celo mogoče preveč poslovnih stavb nastalo na trgu,
kar bo zlasti problem za starejše poslovne stavbe in kaj je njihova alternativna raba, predvsem z vidika deljenega lastništva. En tak zelo nazoren primer je na primer Delova stolpnica Črna vdova v Ljubljani, kjer ima recimo 10 različnih lastnikov in seveda tisti najemnik oziroma lastnik, ki ima 13 kvadratnih metrov v kleti, misli, da je to najbolj pomemben prostor v celotni stavbi in v bistvu drži pad pozicije za celotno stavbo. Kljub temu, da je stavba na izredno dobri lokaciji in da bi bila tudi alternativna raba take nepremičnine zelo dobra. Če se vrnem še nazaj na dogajanje na nepremičninskem trgu, vsekakor zmagovalec na trgu, pa ne zgolj samo zaradi epidemije, pa je logistika. Namreč to je edini segment na nepremičninskem trgu, ki nikoli ni bil špekulativno razvit, tako kot pisarna in pa retail. In mi smo mu v bistvu napovedovali zlato prihodnost že pred prihodom epidemije. Namreč nikoli se ni razvil ta trg z namenom gradnje velikih logističnih centrov za potrebe najemnikov, ampak se je vedno gradilo zgolj samo za določeno podjetje. Tako da trenutna ponudba, ki je na trgu, je predvsem karakterizirana z prostori, ki so bili grajeni za podjetje za lastne potrebe in so zastarela in neprimerna za moderno uporabo. Povpraševanje pa je v bistvu praktično nenasitno. Imamo ogromno povpraševanja, na drugi strani pa ponudbe ne. Tukaj bi se dotaknila tudi velikega problema Slovenije, je seveda birokracija, ki na eni strani tudi ovira. Vse te postopke, če gledamo, da je trenutno na trgu mednarodni razpis za enega večjega spletnega trgovca, ki išče logistiko, in ima seveda zelo omejen rok, do kdaj mora biti stavba zgrajena, imamo na drugi strani seveda težavo, kako takemu najemniku, takemu uporabniku zagotoviti, da bo logističen center ranga 30.000 kvadratnih metrov in več zgrajen v 2 letih. Sama gradnja seveda ni težava, težava pa se potem pojavi pri sprejemanju OPPN-ja, pri sprejemanju gradbenega dovoljenja in je tujim investitorjem izredno težko razložiti, da v Sloveniji to traja pač 2-3 leta oziroma še več. Tukaj se potem tudi ogromno denarja izgubi, ogromno donosa za investitorja. In posledično seveda to pomeni tudi, da se ta del nikoli ni razvil v taki meri. Druga težava pa je seveda tudi cena zemljišča, ki je recimo, da nekako talec, kaj se dogaja tudi na stanovanjskem trgu. Vsi vidimo, da se stanje na stanovanjskem trgu drastično odvija, da cene rastejo, posledično potem pa so tudi pričakovanja lastnikov zemljišč, da bodo sledila temu. Moramo povedati, da je na področju logistike zelo omejena cena najema. Namreč nek logist, pa naj najema to v Berlinu ali v Ljubljani ali pa v Budimpešti, je pripravljen za svojo logistiko plačevati približno od 5 do 6 evrov na kvadratni meter na mesec, če govorimo za klasično logistiko, brez servisa, se pravi brez uslug pretovora in tako naprej. Za visoka regalna skladišča so najemnine nekoliko višje, ampak še vedno je izredno težko tako najemnino potem prevaliti oziroma da se povrne za investicijo ob upoštevanju stroškov gradnje, časovnice, ki je bistvenega pomena, in pa na koncu tudi cene zemljišča. Kar se tiče donosa za logistiko z vidika institucionalnih investitorjev in pa na nepremičninskih skladov, opažamo, da je tukaj približno zahteven donos 8%. Ne, da ne bomo predolgi, jaz mislim, da smo povedali zdaj večino, sledijo še par slajdov glede našega nepremičninskega sklada, ampak to, kot sem jaz razumel, bo itak Goran z ekipo vsem poslušalcem poslal in si tukaj lahko vsak sam pogleda, da ne bo zdaj to preveč kakšna PR, enosmerna reklama, kdor ima željo, se pravi, jaz bi rekel, pri nas imamo znanje tako z vidika prodaje, investiranje v nepremičnine, kaj je treba domačo nalogo narediti, kadar kdorkoli o tem razmišlja, pa tudi o tem, tudi z vidika naložb v nepremičnine, s tem se mi aktivno ukvarjamo. Tako da, če so kakšna posebna vprašanja glede tega, smo in danes, ali pa predvsem potem tudi kadarkoli izven etra na voljo, pa, kaj hočem reči, vsak je svoje sreče kovač, jaz mislim, da nepremičnine so nek zelo pomemben steber naložbeni, je pa treba s pametjo tako kot povsod pristopati, pa pogledati. Zadnji nasvet, ko mi delamo investicije, pa se odločamo o naložbah, vedno razmišljamo, kaj je najslabši možen scenarij. Če gre vse narobe, kaj se bo zgodilo, in če imamo približno odgovor na to, če vemo, koliko nas bo bolela, smo to pripravljeni sprejeti, kaj bomo v takem primeru lahko naredili, kjer ukrepe potegnili,
potem gremo v tako stvar, drugače pa ne. Evo. To je z naše strani za danes. Vse, smo pa na voljo še za kakšno vprašanje, če so. Matjaž, Maja, najlepša hvala za res izčrpno predstavitev stanja, tudi na trgu, ne samo možnosti, kaj pravzaprav se lahko, zakaj se lahko odločite. Tako da zdaj bi seveda povabil vse naše slušatelje na morebitna vprašanja. Kot že povedano, lahko jih vpišete v chat, lahko pa tudi kliknete na rokico zgoraj in v živo postavite vprašanje. Če malo razbijem led, mogoče eno vprašanje, tako mečkam bolj splošno z moje strani, ker verjetno imate tudi kar dobre izkušnje, kam vlagajo podjetniki običajno. Kam vlagajo pravzaprav presežke denarja slovenski podjetniki najraje? Pa kje mogoče ne vlagajo toliko, pa bi bilo dobro, da vlagajo? Mislim, ja. Dobro vprašanje. Ponavadi rečeš, da je dobro vprašanje, če nimaš odgovora, ne. Ampak jaz, ne, mislim tako, se imamo, to bi rekel iz debat, ki jih imamo dostikrat, ne. Pride na plano razmišljanje, jaz bom pa razpršil, bom razpršil premoženje, ga bom pa še geografsko razpršil, ne. In ravno zadnjič smo z nekom govorili, bom pa še nekaj izven Slovenije, ne vem, nekaj v Aziji, nekaj v zahodni Evropi, ampak je bilo potem spet bumerang kontra, ampak tam pa jaz sploh ne vem, komu, kaj se dogaja, v bistvu dejansko sem prepuščen, ne vem, komu naj na vrata potrkam, če me bo kaj skrbel, ne, če bo šlo kaj narobe. Tako da, v bistvu slovenski podjetniki še največkrat vlagajo, bi rekel, lokalno, zato ker imajo pregled, ker imaš občutek, da imaš kontrolo, veš, s kom se pogovarjaš. So pa, se pravim, nepremičnine so vedno na vrhu seznama vseh, ne. Potem ker za vse tiste produkte, ki sem jaz prej rekel, kot so terjatve, zasebni kapital, startupi, rabiš ti že še določeno specifično finančno, pa tudi kakšna druga znanja še, ne. Če pa rekel z neko po liniji najmanjšega odpora, je pa borza, nepremičnine pa lastni užitek vase, ne. Se tudi to ni nič slabega, če nekdo vase vlaga. Hvala. Gospod Goran ima vključeno kamero, ali to pomeni, da bi želel kakšno vprašanje postaviti ali samo pomotoma vključena kamera? Ne javlja se. Če smem, ker ni vprašanj, kakšno vedeževalsko vprašanje, ker to bo verjetno zanimalo. Omenili ste, da ste tudi vi malce pazljivi pri delnicah, za naprej zdaj govorim, ne. Kaj pričakujete, za koliko, kdaj bi lahko delnice padale? Ja. Imate kakšne ocene od analitikov mogoče, kaj se kaj dogaja, kaj napovedujejo? Nisem sigurno. Zdaj tle pri delnicah je zelo spet vprašanje, kakšna je likvidnost določenih delnic, pa predvsem, kjer panoge so, ne, o katerih panogah govorimo. Slovenski kapitalski trg, jaz osebno mislim, so mogoče 2 ali pa 3 reprezentativne delnice. Mi osebno mislimo, da do korekcije bo sigurno prišlo, zato ker to, kar se zdaj kaj delajo države? Države zelo veliko denarja namenjajo pomoči zaradi korone. Okay? To je prva stvar. S čim je, če gremo potem vzporedno, s čim je rast delnic povezana, s čim korelira? Z obrestnimi merami na bankah. Okay? Obrestne mere padajo in celo nula. Zdaj gremo pa kontra. Veliko denarja, ki se ga zdaj na vse trge, v podjetja, v prebivalstvo zliva, pa je seveda to pomoč in hvala Bogu. Na drugi strani veliko denarja pomeni inflacijo, slej ko prej, rast, ker ne samo rast pri delnicah, tudi rast določenih potrošniških dobrin, pa česarkoli. Ljudje bodo, ko nas bojo spustili spet na plano, če se malo zapohecam, bomo vsi trošili, pri ta pritisk bojo šle cene marsikje spet gor, se pravi, to pomeni inflacija. Inflacija, z drugimi besedami, pomeni zmanjševanje realne vrednosti. In zdaj, če imaš ti nula obrestno mero pa inflacijo, pomeni, da banka še spet zgublja, bojo začele, to je zdaj vprašanje, bo to v roku 6 mesecev ali pa 1 leta, ampak jaz mislim, da ste sledili v roku 2 let, sigurno to bo, kako se bo borza, bo pa temu verjetno sledila, in če bo inflacija, ko se bo začela pojavljati, ko bo odziv na ta presežno likvidnost,
bo potem obrestne mere bodo sigurno se korigirale, ker bojo banke mogle reagirati, in če pa obrestne mere rastejo, se pa delnice zmanjšajo. Ne? Tako da ta cikl se bo zavrtel, zdaj gre pa sem tako, veš, ko se malo gledaš iz grma, kdo bo prej skočil, pa kaj se bo zgodilo. Ne? Pa vsi, jaz mislim, vsi, ki smo danes tukaj na webinarju, vsak ve, da so delnice zdaj dost vredne, da je zdaj na nekih viških, da dobro služi, pa še malo pohlep igra vedno. Koliko časa še, pa kdo bo prvi skočil z vlaka. In ko se bo začelo to unovčevanje tega, bojo sigurno korekcije, pa kakšna, do kjere mere, pa kakšni valovi. Tako da, se pravim, mi smo to marca je bilo naše razmišljanje tako, borza lahko gre gor, tako smo zdaj videli to, kar so imeli na spletnih omrežjih, ko so pač se mali vlagatelji zmenili, pa so šli določene delnice manipulirati, če temu tako rečem, ali pa agresivno skakati noter. Ampak na drugi strani smo rekli, ko bojo zdaj enkrat, ne vem, od marca do junija 2021 morala podjetja objavljati svoje letne rezultate in v teh letnih rezultatih bojo učinki ta 2020. Sej nekaterih podjetij ni to niti nič ni tangiral, ampak je pa vseeno veliko podjetij, ki so bila zelo prizadeta, pa se ve, da so prizadeta zaradi enkratnega učinka korone, ampak rezultati bojo slabi in ta podjetja ne bojo mogla dividend na borzi izplačevati, se pravi, bo dividendna donosnost nižja in sigurno bojo prišli spet tisti, ki se bojo odločili za prodajo in korekcije na trgu. Tako da jaz mislim, da vsaj v drugi polovici leta 2021 po logiki bi mogle biti korekcije, ni pa spet pravim, ampak to je špekulativno. Gospod Mitja Pavše je dvignil roko, če je še z nami, ga kar vabim, da vklopi video in zvok in vpraša. Zdravo. Ja, lepo zdravo, Mitja. Zdravo, živo. Moje vprašanje pa je, če malo bi se usmeril recimo na trg stanovanjskih nepremičnin v Ljubljani. Cene so zelo razmeroma visoke, ampak so še vedno verjetno tam 3-krat nižje kot v nekih drugih prestolnicah, recimo, ne vem, če malo grem bolj v skrajnost, mogoče na Donaju, ne? Ali menite, da je tu še nek realen prostor za rast cen teh nepremičnin, pa če mogoče bolj, bi prosil odgovor, bolj v smeri stanovanjskih nepremičnin ali pa stanovanj v Ljubljani? V bistvu ključen pojav je tukaj seveda kupna moč prebivalstva. Ne. Lahko je na Dunaju 3-krat večja cena pač nepremičnin, ampak seveda je pa tisto, kar definira naš trg, je pa v bistvu kupna moč prebivalstva. Tako da, če mi v bistvu spremljamo ne samo rast cen na področju stanovanj, ampak tudi v bistvu rast plač. Ne. In če gledamo ta affordability index oziroma koliko si lahko za eno plačo, če karikiram, ne, če bi celotno plačo namenil za prodajo oziroma za nakup nepremičnine, tudi to je en pomemben pokazatelj, kje trenutno smo. Še vedno ni cena tako visoka, kot je bila v času pred finančno krizo. Če pa je pač zdaj tukaj še prostor za rast cen, je pa tudi zelo odvisno tudi od novih projektov, ki prihajajo na plan in pa tudi seveda strošek gradnje, ki vsekakor bo se dvigoval. Ne. Tako da, kar pa posledično pomeni tudi na koncu rast cen na področju stanovanj. Zgodovinsko, veš, kaj reči, malo se spet bom pohecel, rečejo, ko gledaš zgodovinsko, a so se kdaj stanovanja bila cenejša, so bili kdaj politiki boljši, kot so bili prej. Ne? To so neki trendi, ki vedno je pritisk gor. Ne? Tako kot smo prej rekli, strošek gradnje je tista stvar, kjer zdaj dostikrat slišimo tudi na trgu, da če se zvišujejo plače, če se zvišujejo določeni stroški, bo to imelo vpliv. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Mogoče še to bi dodal pri stanovanjih. Veš, pri stanovanjih je tudi ta segment, da je to te iracionalnosti. Da ga kupuješ čisto iz naložbe in če kupuješ stanovanje iz naložbe, ko smo mi preračunavali, ti največ nosijo neka enosobna stanovanja, ne? Zato, ker je najemnina 400 ali 600 evrov, neki absolutni limiti so ali pa 1000 evrov, ampak in s kvadraturo ne rastejo. Se pravi, manjša stanovanja veliko več nosijo. Na drugi strani, zdaj pa nekdo, če ima denar, ki kdaj si bo privoščil, pa bo pač ne bo gledal, koliko mi pa to nosi, a glih pri stanovanju ali pa pri hiši. Ne? Tako da to tudi vedno poganja določeno ta malo bolj drug vzgib pri tej tipu nepremičnin.
Mogoče, če smem še eno vprašanje, ki je specifično slovensko. Omenil si, kaj bi se lahko na delniških trgih zgodilo tudi v povezavi s krediti, bankami in tako naprej, ampak mi imamo eno specifiko v tej krizi. V Sloveniji se znotraj Evropske unije rekordno dvigujejo depoziti na bankah. Omenil si, ko nas bojo spustili, v bistvu bo prišlo do večjega potrošnja in tako naprej. Ampak vprašanje moje je, ali ste glede na zelo konzervativno politiko večine državljanov do naložb, obetajo pa mogoče zdaj kakšni drugi trendi, ali ne? In kako to lahko vpliva tudi na naložbe, če se kar precejšen del teh depozitov sprosti ali v potrošnjo ali pa v naložbe? Mislim, tak presežek denarja, ki je in na bankah skozi depozite, pa tudi pri podjetjih, pa ne vem, kaj je, dejansko to pomeni več povpraševanja od neke dane ponudbe, ki je na voljo, ne? In vse to pomeni, da bodo neke cene še rastle, prav, to je pa druga skrajnost, denar se bo prelival tako na borzo, tako v stanovanja, se pravi cene gor, višje cene pomenijo pa nižji donos, ne? Veš, sicer zdaj mi, ki smo rekli borza, če borza raste, pa ti kupiš eno delnico po 90, pa zraste na 100, ja, ampak to je špekulativno, to je tako, da si kupil stanovanje za 100 enot, pa upaš, da ga boš za 120 prodal, ne? Če bi delnice dal na isto vzporedno linijo, kakor recimo, če govorimo o neko stanovanje ali pa pisarna, bi mogel gledati, kakšna je dividendna donosnost. Kakšno dividendo nekdo na vrednost tečaja izplača in boš ugotovil, da si pa spet pri 2, 3, mogoče 4%. Tako da to je tista, rekel, notranja donosnost. Ker je pa trg borze tako likviden, je pa pač tudi bolj volatilen. Ampak ja, pritisk, če je več denarja kot povpraševanja, je jasno, kam sledi. Tako da z tega vidika bomo vsi kupovali pa iskali naložbe in se bomo zaradi tega morali sprijazniti z nižjimi donosi. In tle smo pa to, ko sem rekel, na razvitih trgih, ki imajo dolgo zgodovino, so zelo veseli, če ustvarjajo tako nekako z nekimi stabilnimi, konzervativnimi naložbami 2, 3, 4%. To je super, ne? Prav se mora tudi ta naša mentaliteta spremeniti. Ko govorimo o mentaliteti, ker imate verjetno podatke, ali se delež presežnih sredstev, ki so namenjena investiranju, ne potrošništvu, vendarle povečuje ali ne v Sloveniji? Ja, zelo. Okay. Zelo. Samo v alternativne sklade, se pravi, to pomeni, da je nekdo že sam pri sebi presodil, da je v nekih teh klasičnih, kot sem prej rekel, vzajemnih skladih borzi preveč izpostavljen in išče še druge stvari. Se je, mislim, samo v Sloveniji v zadnjem letu skoraj 300 milijonov evrov prelevil, se pravi, v ta alternativni segment, ki je skoraj čisto nov in še zelo raste. Ja, se strinjam, da to se povečuje. V redu, mogoče še kakšno vprašanje? Mislim, da smo kar izčrpali današnjo temo. Jaz bi se obema našima predavateljima prav rad lepo zahvalil. Hvala za vse vajine informacije, vse vajine nasvete. Hkrati pa seveda se zahvaljujem tudi vsem našim udeležencem, slušateljem. Posnetek današnjega SBC webinarja, kot sem dejal, vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci, kolegi, prijatelji. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našima predavateljima po webinarju, kontakt tudi dobite danes tekom dneva. Verjamemo, da se spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih, v vseh aktualnih terminih, tako kot doslej vas bomo sproti obveščali. Nekaj mogoče webinarjev z našimi člani, ki sledijo. Za samo organizacijo na delovnih mestih, proizvodnje in tako naprej, neka mehka zgodba 11.12. naš nov član Faun o tem, kako z eteričnimi olji povečati koncentracijo v službi in še marsikaj v zvezi s tem. 18.12. z našim članom Stroko o FinCheck aplikaciji, kako s finančno analizo računovodskih izkazov doseči boljši pregled nad doseganjem ciljev podjetja. In 25.2. tudi še zelo s koronskimi temami povezano temo iz podjetja Medwise, gospod Saša Palčič, kako nadomestiti predstavitve podjetij na sejmih. Vljudno vabljeni tudi na naše naslednje webinarje. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno.